Dober dan vsem skupaj. Današnja tema je šport med slepimi in slabovidnimi. Jaz bi par ljudi bi mogel zdajle na začetku pozdraviti. Še posebej Damjana Lazarja, predsednika Zveze za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijskega komiteja. Potem njegovega predhodnika Emila Murija, vsestranskega športnika, športnega delavca in člana upravnega odbora naše zveze zadolženega za šport. Pa seveda paraolimpijce, ki so zdaj kandidati za, upam, da bo za olimpijske igre. Letošnje paraolimpijske igre bojo konec 25. avgusta, če se ne motim, pa do 6. septembra, to me boste pol popravili. Pa seveda zdajšnje in bivše športnike. Jaz sem vesel, da smo se dobili, da bomo obdelali na temo. Mislim, da je tudi nekaj novinarjev, prej sem videl od STA-ja pa od Nove 24 ur, pa še ne vem še koga. Tako da tudi ti pozdravljeni, nas je 37 gor, kar je kar eno lepo število. Tako da bomo začeli počasi, a ne. Zdaj, prvo besedo bi dal kar Emilu. Emil, ti si dolgoletni športni delavec tukaj na področju, pa mogoče bi ti dal tebi prvo besedo. Saj vem, po funkciji bi mogel dati gospodu Damjanu Lazarju, ampak bom kar tebi dal. Izvoli, Emil. No, v redu, jaz še enkrat vse posebej pozdravljam, ne bom posebej našteval, ker potem sigurno na koga pozabim. Vesel sem, da smo se zbrali v takem številu, pa tudi, da je več predstavnikov različnih športov, ker običajno vsak šport sebe najbolj ceni. Svoj šport, kar je logično, da se bori, pa včasih se pa vseeno dobimo skupaj, kar je pozitivno. In mislim, da morajo danes bolj besedo imeti in Damjan, da bo kaj povedal aktualnih zadev. Potem pa tudi naši trije kandidati, upajmo, da Sandija sem slišal, ostalih dveh nisem, Aleša Dragarja pa Alena. Tako da jaz predlagam, da kar nisem jaz predolg, da kar ostali vzamete besedo, ker če bomo vsi hoteli kaj reči, bomo komaj prišli v tej uri pa pol skozi. Muri, Emil, od kdaj se ti ukvarjaš športom? Ja, od športom se ukvarjam že v bistvu iz osnovne šole, Že takrat smo se začeli. To je katerega leta, približno? To je bilo že tam v 60-ih letih. To se pravi, da je že kar nekaj časa. In pač v zavodu, pa tudi nekaj v srednji šoli v Beogradu, pa tudi po tem, seveda s športom, seveda pa tudi šahom. Zdaj nekateri šah štejejo kot šport, nekateri ga ne. To je večna debata, Tako da mislim, da tudi danes ne bi odpirali, ker bomo prišli do konca, če že v tolikih letih nismo prišli. Pa še drugi pametnejši ne pridejo. Bomo naredili na to temo drugič kako kavico, Bomo šahirali preko Zooma, to sva že z Emilom počela, Emil? To je že bilo, ja. Zdaj tale Zveza za šport invalidov v bistvu vleče korenine iz, bi rekel, iz leta, ne vem, 45, ko se je to začelo, ko so bili vojaški vojni invalidi. Vojaški vojni invalidi so začeli s temi stvarmi, in potem so pač postopoma razvijali te športe in te zadeve in zdaj Zveza za šport in rekreacijo. Kako? Civilne tudi ne smeš pozabiti, so tudi za takrat bi zraven. No, okej. Skratka, in leta 62, 21. 10. leta 62 je bila pa ustanovljena Zveza za šport in rekreacijo invalidov, Zdaj, gospod Damjan Lazar, vi ste v bistvu, koliko časa že nekako ste tukaj na zvezi? Dober dan, v mojem imenu pa v imenu Zveze za šport invalidov Slovenije in Slovenskega paraolimpijskega komiteja. Moja pot se je v bistvu začela skozi tekmovalni proces. Najprej sem se udejstvoval kot športnik invalid v namiznem tenisu.
Nato sem prešel v trenerske vode in nato naslednji korak je bil, da sem sodeloval v komisijah za šport in potem sem se odločil, da želim vpeljati nekaj sprememb, na kar je bilo, se pravi, edina nekako možnost, da sem lahko spreminjal ali pa v bistvu nekako postavil svojo vizijo športa v prihodnje, tako da sem kandidiral na volitvah in dobil te volitve. Zdaj nekako sem predsednik 2 mandata, zdaj se mi zaključuje, nekako v mesecu juniju se predvidevajo nove volitve, tako da zaenkrat je to moja nekako, bi rekel, pot, ki sem jo prehodil čez ta obdobje, vse skupaj je pa to bilo, ne vem, 12-11 let tam nekje. Vi ste v bistvu, oziroma zveza je krovna nad vsemi športi, tudi nad svetovnimi prvenstvi in vsemi temi zadevami, ne, tekmovanji. Ja, v bistvu z novim zakonom o športu so se te stvari v bistvu uredile, po eni strani pa tudi malce zakomplicirale. Mi smo se pravi, v zakonu o športu opredeljeni kot krovna organizacija, če najlažje v bistvu primerjam to z Olimpijskim komitejem Slovenije, kjer bomo v prihodnje skrbeli za večpanožne športne šole, to pa pomeni za najvišja tekmovanja, kot so paralimpijske igre, zimske, letne in šahovska olimpijada ter olimpijada gluhih, tako letna kot zimska. Potrebno bo pa ustanoviti tudi nacionalno zvezo športa invalidov, kjer bojo pa vključeni, se pravi, društva, ki bojo izvajala programe športa invalidov. To ni naša kaprica ali pa naša želja, to je v bistvu nekako ustroj tako v Evropi kot v Sloveniji, ker Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam to v bistvu pogojuje, ker v sistemu, se pravi, je hierarhija, se pravi, financiranje z Ministrstva za šport, da financira športno organizacijo in ne invalidsko. In ta proces moramo, v bistvu bi ga že morali nekako zaključiti, pa smo sedaj, ko je ta krona nas vse stavila pred temi akcijami, se pravi, da bo treba to v prihodnjih letih nekako postoriti. Če v ta sistem, bi rekel, prestrukturiranja ne gremo, da bomo ustanovili nacionalno panožno športno zvezo, to plastično pomeni, da vsi športniki, ki so kategorizirani z mednarodnim, svetovnim ali olimpijskim razredom, ne bodo dobili, bi rekel, lastnih sredstev glede na svoj status. Ker je pa suma summarum okrog 160 000 evrov. Dobro, zdaj smo to. Zdaj, Emil, ti si, ko si že toliko časa pri športu, a se ti spomniš Pavla Janežiča? Ja, seveda. Se spomniš? On je bil prvi smučar, ki je smučal na gorjah, v bistvu nekako velja za prvega slepega smučarja na svetu. Ja, zdaj jaz seveda njega se spomnim, ne. Mislim, da je bil aktiven v smučanju, pa tudi v ostalih športih je bil aktiven, pa v šahu. Pa Martina Koširja, ko je bil njegov trener? Dobro, mislim, ker on je zdaj, kdaj je umrl leta 4-5 let nazaj, ne. Tako da je, dobro, takrat sem bil še izredno mlad, ker on te stvari počel, ne. No, ne, ne, veš, tako sem rekel, mečken moramo tudi zgodovino pogledati, ne, drugače bo pa naš pogled. Je pa seveda on tudi dobil plaketo, to se pravi, je nosilc plakete, ne. Ja, se zato, ja. Tako da zdaj, jaz bi dal zdaj... Dušan, smem? Izvoliš, Ket, Niko, pardon. Ja. Jaz bi se malo vrnil nazaj, ko mislim, da pa je majčken stvar zapostavljena, kaj se tiče začetka našega športnega udejstvovanja. Jaz bom tako rekel, mi smo šport že imeli v ljubljanskem zavodu. Tam smo imeli samec Rudija,
ko je bil s tem kot strokovnjak za to, smo imeli talno telovadbo, smo tudi zunaj nastopali. Pol moram reči, da nas je učil plavanja, in to, ko bi rekel, prav tehnično dobro plavati. No, in pol, če nadaljujem, ko sem končal šolanje, pa že pravzaprav med šolanjem, smo imeli plavalna tekmovanja, atletska tekmovanja, to je bilo zelo razširjeno. No, če za sebe rečem, sem bil preko 20 let državni prvak v plavanju. To smo imeli, zdaj je bilo na 25 metrov ali pa na 50, to je bilo različno. Hodili smo tudi na mednarodna tekmovanja. Če se spomnim, da smo bili en teden v Varšavi, to se pravi, so bila atletska tekmovanja in so bila plavalna tekmovanja, potem smo hodili po Nemčiji, smo imeli, dostikrat je bil hec, ko smo na meji prišli, so nas cariniki avto ven zmetali, pregledali, kaj vozimo, smo pa imeli en kup pokalov pa tega. No, imeli smo tudi trenerje za atletiko, pa to sploh v Mariboru, pa dvoransko tekmovanje. Bilo je pa tudi, bom rekel, začetek rolbala, če se ne motim, se je pravzaprav vse eni v Mariboru začelo, takrat sem tudi jaz začel z tem rolbalom, ampak tam sem bil prelahek, me je kakšna v redu bomba kar dvignila. A to je golbal v bistvu? Ja, ne, mi smo takrat rekli rolbal. Ja, v bistvu je to potem se razvilo v golbal. To se je to časom spremenilo v golbal, tam takrat mene ni bilo več, ne. No, gledajte, jaz sem to zdaj malo takole na hitro povedal, vam pa povem, glede na to, kaj je danes pri slepih športa, pa to mislim, da je bilo dosti širše, kot je to danes. Res takrat ni bilo tega kegljanja na te steze, pa ni bilo showdowna, ampak vse ostalo smo pa na veliko delali in na široko, cela Slovenija, kar pa danes mislim, da manjka. Pa šah, da ne govorim, ne, v šahu sem že 63. leta hodil po Evropi, ja, smo bili v Beogradu, v Vrnački banji, tam doli smo tekmovali jaz kot mladinec, potem smo hodili kot Mariborčani v Avstrijo, smo imeli take četveroboje, Švica, Avstrija, Slovenija, Nemčija. In tako da je bila paleta zelo široka, no, tako da mislim, da pa danes mogoče v tej širini malo manjka, no, mogoče se pa motim, ampak to takole na kratko. Niko, hvala za tale prispevek, mi je všeč, pač si mi nekaj novega povedal. Jaz upam, da te bomo demantirali. Jaz sem prepričan, da je šport med slepimi, sicer jaz sem v kakih starih časopisih sem res zasledil, kako so tekali, recimo, ne vem, ko je bil kak, recimo, od Dražgoških, kak maraton ali tek, so bili slepi zraven, so prav posebej, kategorija je bila in tako da je, res je, ampak zdaj so pač drugi časi, zdaj so mlajši in so mlajše zadeve, a ne. Eden od takih bolj izpostavljenih, tako medijsko kot športno, je tudi Alen Kobilica. Alen, se slišva? Jaz slišim, ne vem pa, no, okay, če ti mene. No. Ti si pač po tistem, ko si pač oslepel, ne, si pač rekel, da se ne boš prepustil malodušju in si začel se ukvarjati športom. Oziroma, saj ti si se že prej, ti si celo študiral, ne, šport. Ja, jaz sem končal fakulteto za šport kot videča oseba. Nekje pri 38 se mi je zgodilo, da sem imel tumor benigni, posledica te operacije je bila to, da sem izgubil vid in potem sem pač začel oziroma nadaljeval, ne bom niti rekel začel, ne, nadaljeval z športom, ne. Jaz bi najprej
mogoče tako, kot si rekel sam prej, demantiral gospoda prej, ne, ki je govoril o zgodovini, zelo lepo, ampak široka paleta športov, ki je danes na voljo za slepe in slabovidne, je pač neomejena. Ne. Tako da ogromno zadev se dogaja, ogromno odličnih tekmovanj, tako na državni, tako kot na mednarodni, svetovni ravni. Tako da ja, tega je res veliko. Ne. Jaz sem začel s paraplavanjem in končal sem pa, oziroma sem športnik mednarodnega razreda, kandidat za paraolimpijske igre v paratriatlonu. Mogoče še na kratko, no, da ne bom predolgovezil, opišem paratriatlon. Namreč paraolimpijska distanca je 750 metrov plavanja, 20 kilometrov kolesarjenja in 5 kilometrov teka. Pri nas imaš partnerja, se pravi, to je šport, kjer potrebuješ partnerja oziroma spremljevalca. Seveda moram zbirati med majhnim bazenom, ki je na voljo v Sloveniji, namreč partner so določeni pogoji, on mora biti Slovenec, ne sme biti profesionalec oziroma vsaj 1 leto mora miniti od njegove zadnje tekme profesionalne, seveda isti spol, ne, vse drugo je pa pač upaš, da je čim boljši triatlonec. Ne. Tako da, ja, jaz imam kar nekaj teh spremljevalcev, ki jih menjam zaradi seveda časovne stiske teh spremljevalcev, ne, se pravi, koga imam za tek, nekoga za plavanje. Potem imam tudi tekmovalnega partnerja, ki ima tudi svoje tekme, seveda. Ne. Skratka, naše tekme, to je pač svetovna zadeva, vse celine sodelujejo, tako da tekmujem med slepimi in slabovidnimi, se pravi, tukaj smo skupaj. Vsi štartamo skupaj, slepi in slabovidni, za razliko recimo od paraplavanja, ne, kjer so narejene 3 različne skupine. Slepi, potem S11 so slepi, S12 so malo manj slepi, S13, mi jim pravimo, da že vidijo. Ne. Tukaj pa skratka tekmujemo vsi skupaj. Zdaj, tukaj gre seveda za neko pač usklajenost med partnerjem in mano. Ne. Seveda, več kot trenira skupaj, boljše je. Ne. Zdaj, pri plavanju seveda ni nobene komunikacije, ker plava se v morju, v jezerih, v rekah. Ne. En dan pred tekmo imamo familiarization, to pomeni ogled proge, kjer imaš pol ure za plavanje, pol za kolesarjenje in pol ure za tek. Tako da takrat moram jaz memorizirati celo progo. Predstavljajte si, jaz sem kot neke vrste rally voznik, ne, ki mu ta partner daje koordinate. Ne. Tako da vse moram memorizirati. Pri plavanju, tako kot sem rekel, ni komunikacije, povezana sva z elastično vrvico. Jaz čez levo stegno, on čez desno, plavava en ob drugem. Edina komunikacija je tako, da me on udari po glavi in to je zame znak, da vem, kje sem. Ne. Se pravi, da sem pri neki boji, vem, da moram takrat zaviti 90 stopinj levo in iti naprej. Ne. To narediva pač seveda na ogledu proge, ne, dan prej. Potem kolo je tandem, jasno, on spredaj, jaz zadaj. Tandem gre toliko hitro, kakor gre ta šibkejši člen. Ja, hitrosti so tle tudi tako povprečje okoli 45-47 na uro. In pa potem je tek, kjer je pa končno tudi lahko malo več komunikacije, kakor je sploh še energije ostalo. Ne. Ja, skratka, midva se morava čim bolj čutiti. Praktično je zelo malo komunikacije, kakor bi si kdo mislil. Ne. Je dejansko že po dihanju nekako čutva, koliko je komu še ostalo. Ne. In tako, to je zelo, zelo na kratko. Ne. Ja, jaz imam do zdaj nekako 3 zmage v svetovnem pokalu, naslov evropskega podprvaka, medaljo z svetovne serije, še eno bronasto medaljo svetovnega pokala. Skratka, nekaj se je nabral, nekaj 4. mest tudi. No. Tako da ja, zdaj pa, kar se tiče paraolimpijskih iger,
Je pa tukaj zelo striktno, samo prvih 9 svetovne lestvice, ki bo konec julija, namreč začetek maja se odpre okno dvomesečno in kvalifikacijsko obdobje, namreč pri našem športu ni nekega časa, ki ga moraš doseči, kot pri plavanju, ne, pa rečeš, zdaj sem pa uvrščen, ne, ampak je zbiranje točk, praktično ti moraš hoditi na tekme, ne. Je pa zdaj v teh časih to zelo, zelo negotovo in bom rekel za športnika precej neprijetno, ne. Namreč, ne vem, zdaj začetek maja se začne, se pravi to kvalifikacijsko obdobje, ne, in prva tekma ne bi bilo svetovno prvenstvo v Milanu, ne, ki je že odpadlo, ne, zaradi razmer, ki so, ne. Zdaj, tako da v bistvu težko malo planiraš vse skupaj in težko, neko tako meni osebno precej čudno obdobje, no. Vse v neke koridorje postavljeno, ne, in po nekih, se mi zdi, da je malo tako smo kot neki tekmovalni konji, ne. Sploh se mi zdi slepe slabovidne, ne, že tako si nekako pač omejen, ne, v svojem gibanju, ne, potem ti pa še dodatno neka pravila postavljajo, ne, ki so precej neugodna, ampak ja, pravim, zdaj bomo pač videli, 2 meseca je tisto pač obdobje, ne, in bomo videli, kam pridemo, se pravi, prvih 9 svetovne lestvice, govorim prvih 9 v trenutku, ki je konec kvalifikacijskega obdobja, ne. Tako da ta lestvica kar precej diha, ne, in pa zelo malo, se pravi, zelo malo jih pride gor, ne. Tako da ja, to je tako, evo, na kratko, ne. Govorim malo hitreje zato, ker sem tudi prosil, če sem lahko prvi, ker danes me čakata še 2 treninga. Tako da, ja, okej, to je kar se tega tiče, zdaj ne vem, če je kakšno vprašanje, bomo še, o centru povedali. Ja, druga stvar potem je pa center Vidincil, ki letos praznuje 10-letnico, leta 2011 sem ga ustanovil, to je neprofitna organizacija, zdaj imamo že preko 100 otrok, začeli smo s slepimi, slabovidnimi, potem otroci, ki imajo cerebralno paralizo, avtisti, otroci z amputacijami, skratka, ena taka široka paleta srčnih otrok, no, ki hodi na različne aktivnosti, začeli smo s plavanjem, plavanje imamo praktično vsak dan, ne, potem tandem kolesarjenje, namreč uredil sem tandem kolesa, hkratka, ki smo jih tudi dobili iz tujine. Potem tukaj še imamo različne kempe na morju, kjer otroci delajo vse sorte, od supanja do raznih kulturnih zadev in ja, od začetka v osnovi je bilo to mišljeno kot neka, da dobimo še nekega pač vrhunskega para športnika, ampak na koncu gre tukaj za skupino otrok, ne, kjer preko športa, ne, dvigujejo svojo samozavest, samopodobo in nekako delujejo na njihova moralna in etična načela in vse pač ne, ovire lažje premagujejo, ki nam jih ne, življenje skozi nekako podaja pod noge, ne. In tako da ja, to je nekako to dvoje, no. Še to bi mogoče pri centru Vidincil povedal, seveda sodelujemo tudi z našim centrom Iris, otroci prihajajo z vse povsod. Kot sem rekel, neprofitna organizacija, zdaj gospod predsednik je podelil jabolko navdiha, no, za dela v družbi, iz katere izhajamo, ne, kar se meni zdi pa zelo pomembno, ne, da vsak mora pač nekaj tudi vrniti družbi, iz katere izhaja, ne. In ja, jaz sem si tukaj nekako, zdaj seveda ne, sem si zadal, da ti otroci naši ne bojo plačevali ne vrnine, ne članarine, tako da
seveda je vedno vprašanje potem financiranja, ne, in dejansko moram reči, da se financiramo s pomočjo dobrih ljudi, podjetij in pa z mojimi motivacijskimi govori, namreč podjetja me najemajo za motivacijskega govornika in jaz se honorarju odrečem, ampak želim donacijo v naš center in dejansko mi na ta način delujemo. Super. Ja, ok, to je to. Mogoče bi še omenil, no, to mi je pa gospod Miljavec, no, omenil Igor iz Novogoriškega društva, no, da bom pa tudi del ekipe na Giro d'Italia letos. Bom imel zadnjo traso preko Slovenije tudi, no, in so nekako zbrali 3 Slovence, Italija, 3 Italijane, no, ki bojo naredili pred to zadnjo etapo tako imenovano pedalato in point so, v bistvu so tukaj električna kolesa in ja, bom imel tudi pač električen tandem. To je promocija tega, no, in bom skratka tudi del tega, no, Giro d'Italia. Ja. Super, Alen, tole je bilo dobro, super, lepo. Lahko samo trenutek. Gospod Kobilica, vse najboljše in čestitam za vaše dosežke, so izjemno pomembni za naše ljudi, sploh pa, ko ste tako praktično kasneje oslepel in taka preugrupacija je to skoraj da nekaj neverjetnega, no. Bi pa vas vprašal tole, če se spomnite enega tekmovanja v plavanju nas slepih v Sloveniji v Kranjskem bazenu. Takrat sva tekmovala skupaj, seveda ste zmagali. Ja, mislim seveda, ja se spomnim. Ja, na parkrat sem šel, ja. Pa ko sem kar zmagal vedno. Ja, ampak se pravim, potem, ja ne vem, a ste kaj natrenirali, Madonna? Da vem, če čem prijeti na še nekaj tekmo. Jaz sem že med starejšimi, tako da sicer še plavam v redu, vse to, ampak najboljši časi za plavanje so mimo. So mimo, ja. Čestitam, tudi jaz vam. No. V redu, gremo naprej. Gremo naprej, hvala obema. Zdaj, Sandi, ti si se zdaj vrnil iz Italije, kot smo prej ugotovili, izgleda zelo italijansko. Vreme je bilo lepo, ampak glih mečkeno ti je zmanjkalo, a ne? Ja, bom rekel, zmanjkalo mi je, ko ne rečem, minuta so se sliši malo, ampak je pa lahko velika, ne, to je pač na krog, bi rekel, 4 sekunde bi mogel dobivati na krog, ampak v danem momentu sem šel stisnil kakorkoli, če vam povem, da sem laufal poprečno na 176 pulza, 5 kilometrov. To se pravi, moj maksimalen puls je pa tam že 173, 172, na koncu ga mu tudi 180, da sem pač dejal, ampak je bila tudi taka, recimo jaz sem to delal samo ta zadnje 3 tedne, recimo, da sem se na 5 kilometrov pršnival, prej sem pa skozi maratonski ciklus sem delal, in iz maratonskega ciklusa prijeti na 5 kilometrov je pa kar hiter, ker imaš noge, pač nimaš toliko hitrih treningov in težko dobiš hitrost, Jaz vzdržljivo samo, jaz bi lahko zdaj šel naprej teh 5 kilometrov, še naprej laufal, še 10 tak tempo, recimo, ampak nisem pa v nogah te hitrosti in pač nekako, to je bil pa pač davko za kakorkoli, ampak probal sem rekel, če ne probam, ne bom vedel, tako da ampak žal mi ni uspel za evropsko, ampak imam pa možnost, ker vsi maratoni so mi pa od lanske so mi bili vsi odpovedani, ker sem hotel popravljati ta rezultat, recimo, ker lanske 2019, ko sem v Dubaju tekel, sem to težko reči, ampak rezultat ni bil dober, ampak normo sem zlaufal, ampak noben pa ne ve, da sem jaz boven laufal, kakorkoli. Jaz sem na ponedeljek zbolel, sem se prekuhal vročino, to 2 dni sem se cajtal, petek sem pa pol maraton in kaj naj pošten povem, bom rekel, ko sem ta maraton pretekel, jaz sem v cilj padel dol, pa če grdo ali pa lepo, bom rekel, sem posod povedal, da sem tudi 2 dni pač pojmehen krval, malo, ampak kar dober krval srov po domače.
Ti si tudi kasneje oslepeli, kakor vem. A si se že prej ukvarjal s športom? Ja, jaz sem bil že prej aktiven športnik, v bistvu jaz sem kot otrok sem veliko delal, jaz sem nogomet brcal, do 18. leta sem bil v prvi slovenski ligi za mladince, sem brcal, tako da pa vse športe sem se edin, bom rekel, kakšne košarke se nisem lotil, ker nisem tiste rasti, drugače pa vse od športa, od plezanja, od ping-ponga, ping-pong sem bil tudi v osnovni šoli zelo dober, mislim, da sem bil med osnovno šole v Kranj celo enkrat drugi, tako da na turnirju, tako da pa odbojko na mivki, vse te športe, kar je bilo, tako da pa gmajna, pa take, pa indijance, vse to sem bil, tako bom rekel, vse športnik sem bil, no. Ampak tekme pa nekako po nesreči me je spravil v ene druge terence, drug življenje in smisel za življenje, pač, da je ni konc, kaj rečem, sveta ali pa konc tega, ampak sem najdel svoj cilj in v tem uživam in super se imam, no. Znam zdaj živeti, kar prej, recimo, vse je bilo, tišlarija, vse je bilo, ampak nisi pa znal ugledati okoli sebe. Pa cen življenje, tako da... Se pravi, če parafraziram Alena, vidim cilj, ne? Ja, jaz sem videl cilj, ko sem se ponesel, zdaj ga vidim cilj, prej pa ni bilo tega cilja, hvala, pa zdaj tudi hodim, bom rekel, na šole, pač preventivno svojo zgodbo prav, takarkoli, pa če enemu dvino pomagam, pač takrat je bila, bom rekel, prisotno alkohol, traparija, ampak zdaj pa je čist nekaj drugega, ta svet, rade volje pomagam, kakorkoli, ali pa bi se prej navezal na tistega, da ni, bom rekel, zato, športnikov, slepih ali slabovidnih, zato ker možnosti imajo, samo ne znajo se pa približati, ker zdaj, bom rekel, majhen je ta tehnologija, jih je majhen za računalnike dala preveč, kakorkoli, prej so se pa več v centrih šli, pa zdaj ta šola za slepe in slabovidne skoraj ne ima, še obstaja, kakorkoli. In tle je ta manjkoč, bom rekel, tudi jaz, ko sem slepo, tudi te rehabilitacije za kasneje oslepelih ni več. Mislili so na Soči, ko sem jaz kaj hodil, ampak projekt je, ampak država še zmeraj ni dala žegna, da bi se to gor naštimala. In si se jaz, kakor Alen ali pa jaz, sva se mogla čist sama, pač jaz, hvala Bogu, pač ta center pa Društvo slepih in slabovidnih Kranj, pač sem se včlanil in tam zelo dobro pač mi grejo na roko in da sem se dobro včlanil v športe. Takrat tam sem šele zvedel, pač, da je tudi čolnam, pa stezno kegljanje, pa tek, kakorkoli, da me na društvu, bom rekel, zelo dobro, mislim, odlično me podpira in bom rekel, tle, hvala lepa ima, kakorkoli. Ti tudi radiš, tako kot si slepi, rabiš še spremljevalca za tek, ti si z Romanom Kejžerjem, če sem prav, prav. Tečeš, sta tudi na Vrvici, Tudi so na Vrvici, bom rekel, samo zdaj so določili še ta pravo Vrvico, prej sem lahko elastiko, sem jo sam določil, zdaj pa prav predpisana kašna je, zdaj pa, bom rekel, ni raztegljiva, je trda in če ni greva dobro v korak, on dostikrat lahko mene cukne, bom rekel, to je za maratonske, za atletiko, je pa še krajša, tam si pa še bolj skupaj, kakorkoli, tam te pa lahko še bolj cuka, če ne greš v korak. Pa tle, bom rekel, z Romanom Kejžarjem sem, zato ker edino on, bom rekel, ker jih v Sloveniji ni več, veliko pa ne smejo biti profesionalni, kakorkoli, kar je Alen rekel, mislim, da Alen je rekel 1 let, jaz mislim, da 2 let ne sme biti profesionalni športnik, ne vem, pa ne, a se motim, tako da lahko z mano teče. Začetke je pa Primož Črnilec začel z mano, on je pa moj, pač ta prva desna roka, ko sem jaz k njemu prišel takrat za prvi maraton, če ga stečem, kakorkoli, 21 kilometrov samo, ni bilo dolgo 4 dni, sem rekel, jaz bi rad ta Vrhca prelaufal, pojde sem 2:08, jaz sem se ponesrečil 2:05, 2:08 sem pa ljubljanski maraton pretekel, tako da tam je zmagala, ne vem, moja trma gorenjska, kaj ne rečem, pa srce, želja pa, da pač tudi slepi nekaj zmoremo, da nas ne jemljajo kot
ne vem, da smo šibki ali pa kakorkoli, manj vredni. Tako, počutil sem se kot manj vredenega, kakorkoli, da mi en reče, jaz pa tega ne zmorem, ampak ni. Ta beseda zame ne obstaja, zmore, samo rabiš dosti več pomoči, pa vse se da ne premagati, ampak mora biti pa vola. Tam, kjer je tudi vola. Dušan, se opravičujem vsem skupaj tudi. Jaz se bom sem Alen tukaj, Kobilca še enkrat, jaz bi se samo poslovil, ker res moram pa začeti s treningom in bi zelo rad poslušal, ker mi je zelo zanimiv tole, čeprav že vem vse stvari, ampak vseeno, še enkrat slišati je zelo zanimivo. Ja. Alen, obišči nas na YouTubu. Bom, evo, obljubim, bom to naredil. V redu, hvala, da si prišel, da si vzel čas. Sem pa mogoče še minutko, ker vem, da je tudi Sandi malo povedal, jaz ne vem, če sem prej povedal, da sem končal fakulteto za šport, še kot vidič, in dejansko sem se ukvarjal z vsemi možnimi športi, ampak spomnim me na nogometno, ker to je bil tudi moj prvi šport in sem bil tudi nekak širši zbor slovenske reprezentance v svojem času, potem pa vse, od plavanja, beach volleya do tako naprej. Ampak okej, to je že tema za kdaj drugič. Lepo se imejte, lepo zdrav vsem skupaj, in fajn trenirite. Sandi, Aleš, srečo. Alen, dobro trenirite športe. Hvala, ajde, pozdrav vsem, živel. Adijo, hvala. Hotel sem reči to, ko si rekel, da si imel v začetku težave v Italiji, ko je moj bivši sodelavec razlagal, kako je šel na Ljubljanski maraton, pa je prehiter tekel in je tam pri nekje enih 20 kilometrih enega videl, ko ga vršilca nalagajo in je pol, glede na vso trpljenje, ki ga je imel do tistega 20 kilometra, rekel, srečnež, mislim, se zveni malo. Tle je pri maratonu, ti če hočeš, da se boš na cilj postavil, ti moraš videti cilj. Če tega ne vidiš, ti se ne smeš. Je šel ven, se bo priklopil. Dobro, bomo dali pa Alešu Dragarju besedo. Aleš, se slišva? Ti si pa kolesar, evo, on je tudi ima gor tele majice, reklame. Naj povem jaz, da tudi jaz imam. Evo, jaz imam tukaj gor na majici Golbal Izola 2008. Tudi jaz sem se oblekel temi primerno, tako da bomo dali tudi še kakemu golbalistu besedo. Evo, Aleš, ti pa kolesariš, Ti rabiš pa en tandem in potem gresta v prvo kolesarsko pravilo oziroma dve kolesarski pravile sta vedno navzgor in vedno z vetrom v prsi. Za trening je to dobrodošlo, drugače pa za psiho pa majčkan manj. Povej, kako pa ti? Jaz sem drugač, ko se meni zelo vidi to poslabšal, leta 2010, da jaz sem že prej rad kolesaril in pa sem se odločil, da bi vse s tandemom, tudi kljub temu, da sem imel na začetku malo pomisleke in sem si pol kupil en tandem. Pa zelo sem rad kolesaril, ampak ni bilo nič kaj organiziranega, pa sem pa enkrat vstopil v kontakt z Alenom in on je rekel, jaz ti lahko sam pri triatlonu pomagam, in pa sem se pa tudi začel pol ukvarjati s triatlonom na začetku, paratriatlon tle v Kamniku, ki so me v klub sprejeli. Potem pa problem za nas, ki ne vidimo, je res te spremljevalci, ker če so bolj težko ga dobiš, enega, ki bi pač in v triatlonu in kolesarstvu, moraš imeti res srečo in zato imel sem pri triatlonu ene, dva, tri, ki so z mano pač trenirali, ki so bili pripravljeni tudi na kakšno tekmo jeti, ampak s časoma to izveni in zdaj 2015 sem pa šel v kolesarstvu in sem k sreči zdajšnjega mojega pilota Jurija, pač malo trener, ki je bil pač v tej parakolesarski reprezentanci in k sreči, ker se on tokrat ukvarja tudi s kolesarstvom, da zdaj že po moje 3 leta, kar tudi tekmujeva in vse počneva, kar se tega kolesarjenja tiče.
No, ti pač nimaš problemov, ne, z zaprtjem bazenov in teh zadev. Ti se pač usedeš na kolo oziroma se usedete na kolo in greta, ne? Ja, zakrat nim, ja, ne, nič ni, pač komot mi da trenirava. No, na začetku je bilo malo pomislikov, ne, ta 1,5 metra, ne. No, ja, okej, ja. Dušan, smem še jaz se vključiti malo. Čakaj, Niko počakaj, Niko mečken počakaj, no, da pridemo naokrog. Oprosti, zdaj, okej, zdaj me je malo ritem. Aleš, še bomo prišli malo k tebi. Zdaj vidim, 3 kilometre stran od mene je Sanja, ki se nestrpno priseda. Ja, Sandi. Sem prišel prek me ven vrgal, no. Ja, sem videl, ja. Ok, hvala ti, da si se vrnil. 3 kilometre stran se preseda Sanja, ki je slišala, da mladi se ne ukvarjajo športom. Sanja, a se slišva? Ja, evo, slišma. No, daj ti demantiraj Nikota, pa Sandija, pa še koga. Ja, v bistvu je situacija takšna, da tudi jaz sem v bistvu hodila v Zavod za slepe, zdajšnji center Iris, in je v bistvu bil to moj prvi stik s športom, z showdownom, se pa namizni tenisom za slepe. To je v bistvu specifičen šport za slepe, podoben, kaj bi rekli, temu air hokeju, v bistvu gre za to, da je miza, ki je vgrajena z planko, da žogica ne pade iz mize in na vsaki strani je gol, ki ga mora vsak tekmovalec braniti z svojim loparjem, ki ga drži v rokah. In žogica je v bistvu zveneča, ki se po mizi kroti, in v bistvu na sredini je tudi tabla, ki onemogoča, da bi žogica po zraku prilegla nekomu v glavo oziroma pač vsaj delno ščiti. To se pravi, to je v bistvu šport, kjer imamo vsi zatemnjena očala in kar meni, da se v bistvu vse dogaja prek sluha. Ja, mi smo v bistvu, showdown je slovenska reprezentanca, bom rekla, smo kar uspešni na evropski svetovni ravni. Zdaj nas je ta korona tudi nas v bistvu kar precej omejila, no, vsaj kar se tekmovanj tiče, in ko enkrat več ni tega stika, tekmovalni ritem je pač čist nekaj drugega kot to, bom rekla, trening. Tako da ja, jaz osebno, ja, mogoče se res je posod težava, bom rekla, z pridobivanjem mlajših. To se pravi, govorimo o mladincih, ki bi potem v bistvu bom rekla, vrhunski športnik ali pa saj pač tekmovalce prelevili. Mislim, da to imamo kar dosti podobno situacijo posod. Sanja, a misliš, da je to posledica integracije? Da dejansko, da ko ste bili v zavodu, ste bili nekako enakovredni drugemu, ste bili pač lahko ste tekmovali z drugim, medtem ko v integraciji je pa mogoče so malo ti slepi in slabovidni, prvič pedagogi niso usposobljeni, zato drugič je pa tudi, bom rekel, niste enakovredni, V bistvu mislim, jaz sem prepričana v to, da je to en izmed razlogov, sicer verjetno me bo kdo pač bo rekel, da temu ni tako, ampak na športnem področju in na kateremkoli drugem mislim, da se to pozna. Dejstvo je, v Zavodu za slepe oziroma pač v šolah za slepe smo bili, nas je bilo več, imeli smo v bistvu, bom rekla, enak je bil naš položaj, slepi, slabovidni, razumeli smo en drugega, ja, točno to, tekmovali smo en z drugim, definitivno, in bolj si bil enakovreden, mogoče tudi to, kar si omenil. Matej? Ja, se pravim, tudi, zdaj pa, recimo, tako je,
v integraciji si med 30 otroci, ostalimi. In zdaj, kaj bo učitelj športne vzgoje naredil? Malo kdo bo pripravil nek individualni program, kot ga je meni recimo moja profesorica v srednji šoli. Ona je, ne vem, skupaj smo se ugreli, pri tem je pač ona pomagala, potem je dala drugim recimo neko pač zadolžitev za 5-10 minut in je mene peljala tja v posebni del telovadnice, pač da sem bila na varnem, mi je dala, ne vem, vaje z elastiko, vaje prek CD-ja za hrbtenico in to, ampak takih mislim, da je, ne vem, če jih je 20%, pa jih ni, ne vem, to bi mogoče bolj znali povedati tisti, ko pač so ti mobilni tiflopedagogi, ki pač so v stiku z otroki v integraciji, ampak jaz mislim, da marsikje nimajo niti mogoče te možnosti spoznati, kaj vse lahko počnejo. Tako je Alen rekel, možnosti je kar nekaj, ampak zdaj spoznati to možnost, kaj vse lahko, pa je druga stvar. Matej, boš ti kaj temu dodal? Pozdravljeni. Matej Ledinek. Če bom dodal na kaj? To, kar je Sanja zdajle povedala. Ja. To je po malem že danes skozi cel ta pogovor, oziroma parkrat v tem pogovoru je že bilo to, kakor bi rekel, izpostavljeno, se pravi prisotnost športa med slepimi in slabovidnimi. Jaz sem pisal diplomsko nalogo z naslovom Šport invalidov, šport slepih in slabovidnih. In v tej diplomski nalogi sem, kako naj rečem, govoril veliko prav o tem, ampak v bistvu se reče inkluzija, glih integracija, bolj ustrezen izraz je inkluzija. Drugače pa ja, jaz sem zelo kar prepričan, da spremembe, ki so prišle z inkluzijo, da so botrovale tudi temu, da je šport, pa ne mislim, da samo med slepimi in slabovidnimi, ampak tudi med invalidi, pa predvsem med mladimi bistveno manj prisoten, kot je bil včasih. To pa se mi zdi, da se dogaja tudi zaradi tega, ker pač, ko je nekdo v redni osnovni šoli, kar je sicer lepo in prav, da se pač otroke s posebnimi potrebami vključuje v redne izobraževalne programe, ampak se mi zdi, da je področje športa tukaj tako, ki se mi zdi, da pol malo zaostane. Če ne drugega zaradi tega, ker tudi recimo, tako kot je Sanja govorila, vprašanje, a se učitelji res posvetijo nekomu, ki je slep, slaboviden, gibalno oviran, ali je pač ura športne vzgoje tista, pri kateri je nekdo upravičen. Plus seveda to, da ko smo bili, jaz sem tudi hodil v Zavod za slepo in slabovidno mladino, zdaj je to Center Iris. Tam nas je bilo več otrok, ki smo bili slabovidni in smo se lahko med sabo tudi lažje, bom rekel, ali igrali, tekmovali. In se mi zdi, da se potem ta odnos do športa tudi zaradi tega razvija drugače, kakor se pa razvija, če si ti pač nekje, pa moraš nekaj migati. Se pravi, tam si, se opravičujem, bolj enak med tistimi, s katerimi se družiš. In ja, mi v šoli smo igrali nogomet, košarko. En je videl bolj, drugi je videl manj, ampak se mi zdi, da se je ta odnos do športa pač drugače razvije, zato ker se tudi nekdo počuti bolj enakovrednega, bolj vključenega, kar sem kar prepričan, ali pa je kar velika verjetnost, da je v osnovni šoli ali pa srednji šoli oziroma med vrstniki, ki nimajo podobne invalidnosti, pač bistveno težje doseči.
In seveda tam sem pa jaz pol tudi začel seveda trenirati golbal in tudi z golbalom je podobna stvar, ne. Jaz, če danes nekemu slabovidnemu ali pa slepemu otroku, ker verjamem, da jih je še zmeraj dosti, omeniš ali pa kdo omeni, da obstaja možnost golbala ali pa showdowna ali pa tudi kakega drugega udejstvovanja s športom med slepimi pa slabovidnimi, seveda je pač to informacija za njega kot vsaka druga, ampak bistveno je to, da se ti tudi za področje športa pač čustveno angažiraš, ali kako ne rečem, morate neka stvar začeti zanimati, ne. In tudi jaz, ko sem bil v zavodu, pač vedel sem, da golbal fantje trenirajo v telovadnici, skozi je bilo to pred mojimi očmi, nisem ga pa tudi jaz nikoli treniral, nič posebenega mi, dobro, trenirajo golbal, pol je pa bil tam en športni učitelj vzgoje in smo bili generacija recimo 3-4 fantov, ki smo pol začeli se ukvarjati z golbalom in je pač to kar steklo, ne. Hočem reči, da so bile pogoje ali pa okoliščine za to, da se nekdo začne ukvarjati s športom bistveno drugačne in je bila večja možnost, da bo nekdo kot športnik izšel iz tega, ne. In te 3-4 fantje, ki smo bili tam v šoli, smo pol seveda tudi kasneje bili v reprezentanci oziroma smo pol golbal igrali tudi naprej. Ja, in to je nekako to, no, se mi zdi, da... Ti si tudi član ene gledališke skupine, ne, ki ste imeli v bistvu golbal kot predstavo, ne, neka mednarodna. Ja, to je bil pač... Mislim, to ni več toliko športno, to je že kao bolj umetniško, ne, ampak ja, v bistvu je bila pa predstava narejena na tak način, da je bila golbalska predstava postavljena na oder in je bila pač seveda malo prirejena pač tem željam tistega režiserja, drugače pa gre za enega italijanskega režiserja, Alessandro Sciarroni mu je ime. In ja, on ima pač kup tudi drugih gledaliških predstav, ki so v bistvu tudi bile še bolj odmevne, kakor pač ta naša. Pri tej naši je bila velika omejitev tudi to, da je pač mogel biti oder tako velik, kot je golbalsko igrišče oziroma še nekaj zraven, plus hkrati je mogel omogočiti tisti prostor, kjer smo imeli predstave, da se ga je lahko čisto zatemnilo, ne, zato ker smo v enem delu predstave pač golbal igrali pred gledalci v temi. Se pravi, da gledalci, tudi tisti, ki so bili kot gledalci, so lahko samo slišali, kako mi igramo, niso pač mogli videti. Tako da smo bili v enem delu pač v bistvu vsi na istem, ne. Tako da je pol zaradi tega smo imeli tudi kakšno predstavo manj, kot bi jo sicer imeli, ker smo imeli veliko predstav odpovedanih, glih zaradi teh prostorskih nezmožnosti, bom rekel, no. Ampak prireditelj oziroma organizator ni mogel nam zagotoviti takega prostora. Ja, to je bila vsekakor ena super izkušnja, ki sem jo dobil pač zaradi tega tudi, ker sem se ukvarjal oziroma ker sem igral golbal, ne. Tako da ja, vsekakor fajn, ne. Ok, Matej, hvala. Predno dam besedo Slavici, pa Darinki, ko bo kaj povedala verjetno ob današnjem dnevu mednarodnega dneva knjige. Bi Blaža poklical, Blaž Saksida. Blaž, daj ti povej, a se slišva? Ja, živo, Dušan. Živo, Blaž. Poslušaj, daj ti povej, kako je to pri nas zdaj na zvezi, a ne? Mi imamo kar precej zastopanih teh panog. Tukaj vidim, da so skoraj vse, zdajle, ko so prišli gostujoči, ne. Daj povej ti pravzaprav, tukaj zdaj gledam tale pravilnik, zdaj tukaj imaš tekmovalce, delimo po spolu, ostanku vidov in kako se v bistvu to zdaj selekcionira, kdo lahko je športnik oziroma dobi status športnika in tako. In kako potekajo tekmovanja, ne. Ja, zdaj, kot si rekel, imamo več kategorij, recimo za slepe in slabovidne, ne, imamo B1, B2, B3, ponekod tudi B4, čeprav prve tri nekako so bolj mednarodno priznane, ne. Noter se uvrstijo športniki glede na ostanek vida, pač po
To je pri keglanju. Ne, mislim, Atletike je T11, 12, 13. Sandi pusti ga naj pove do konca, prosti. Ja. Pri določenih športih, kot je Sandi rekel, so posebne kategorije, ne. Alen je prej omenil, da tam so tudi združene, a ne, tekmujejo tako slepi in slabovidni v eni kategoriji, tako da malo so posebnosti pri različnih športih, no. Vse pri nas tudi. Tako, pri teku tudi, ja. Ja. V redu. Še kaj? Kaj si še želel? Vprašal sem se v bistvu, kje športe imamo, ne, recimo. Ja, športe, ali jih preberem, ali jih veš na pamet? Ne, lahko. Steznega keglanja, recimo, danes še nismo omenili. Potem tudi obstaja paraplezanje. Imamo eno tekmovalko, ki se s tem ukvarja. Potem tek na smučeh, alpsko smučanje, ne? Ja, sicer zdaj v zadnjem času je kar malo v zatonu, so tele zimski športi, ampak so tudi posamezniki, ki se z njimi ukvarjajo in tekmujejo. Ok, pa vrtno keglanje, ne? Vrtno keglanje, pikado. Ja, pikado, točno, ja. Ja. Pikada ni v pravilniku, veš. A ja, ni, no, tudi pikado je. Ja, v redu. Ok, Slavica. Hvala, Blaž. Ja, slišal. Ja, dober dan. Jaz pa malo... Slavica, ne slišimo te. Unmutaj se. Pa je odletela. No, Slavica, unmutaj se. Ok. Je v redu? Ja, v redu, zdaj pa slišimo, ja. Ja, prevečkrat sem pritisnila. Ja, dober dan. Za ta dva naša kandidata, ki sta še ostala za paraolimpijske, imam vprašanje zdaj. Kaj zdaj vi morate vidva v bistvu narediti v tem obdobju kvalifikacij, pa do kdaj je zdaj to časovno omejeno, da boste vedela, da bomo vedeli, a boste udeleženca ali ne? To me zanima. Potem pa mogoče še za, ne vem, za Blaža, recimo, ko je zdaj vrste športov, kje pa je atletika ostala, kraljica športov? No, to sem pa jaz, ne? Ok, v redu. Vse atletika je not. Atletika je ok, v redu. Da zastopanost med tem, to, kar je v pravilniku, ne? Ja, ok. V redu, zdaj pa prosim kandidata povedati, kaj morata delati zdaj? Ja, atletika je veliko, samo pri slepih je zelo malih, v bistvu. Edini jaz sem pa zdaj se še en Robi Kogovšek slep pridružil, ki je tudi normo hotel v Italiji odlaufati na 400 metrov, ampak mu je tudi zmanjkalo, ampak mislim, da bo šel tudi če v Švico probati, da bo zlaufal normo za evropsko. Tako bom pa rekel, da bom zvedel, to pač ta obdobje za doseženje rezultatov se je zaključil konec marca, ampak ne vem zakaj. Ker pač guni normalne lahko še delajo do konca junija pač rezultate. Jaz sem pa zdaj bil skozi v pripravljenosti, da bi popravljal ta rezultat na maratonu, ker je bil lihmejhen pod 3 uram, če bi šel morbiti 2 ure 50, kakorkoli, bi mogoče bil boljši na tisti rang lestvici. Jaz sem zdaj že zaključena, zdaj samo čakam še recimo kvoto, kakšna bo prišla iz Paraolimpijskega komiteja, iz mednarodnega, kakorkoli in koliko bo recimo za Slovenijo prišlo kvot, če bo ena. To se pravi, ti nimaš več priložnosti za izboljšavo rezultata? Nimam, samo do konca marca, zato sem pa se odločil, jaz sem bil prih skozi v ciklusu maratona, da bi še konc marca probal v televiziju popraviti rezultata, ker jaz na vsak maraton tudi nisem mogel, ker mora imeti pod licenco, mora biti IPC, da meni se šteje kot rezultata, da morajo biti prisotni sodniki in jaz sem možno samo do konca marca in tudi zdaj, če bi šel kam, se ne rezultat štel. In da sem pa tam ustal, se hvala Bogu, da sem takrat caj odlaufal, da nikjer ne bi mogel popravljati rezultata, ne bi mogel. Ok, hvala. Zdaj pa še Aleša, prosim. Ja, zdaj je to tako, zdaj Slovenija pri nam, pri kolesarstvu, pri parakolesarstvu je dobila eno kvoto. In mi smo imeli leta 19, to se pravi na Nizozemskem, kakor pač
ene reprezentančne kvalifikacije in tam sva midva z Jurijem prva kandidata za olimpijske igre. Midva kaj dosti nimava, kaj več narediti, razen to, da se ne poškodujeva, pa da formo čim bolj tempirava. Drugač, kar se tega tiče, kakor jaz vem, da mi sva pač prva kandidata na olimpijske igre. Kdaj pa štempilko dobite? To pa jaz ne vem, kdaj bo štempilko dobila. To bomo vprašali pa gospoda Lazarja, če on kaj ve. Ja, lep pozdrav še enkrat v mojem imenu. Jaz sem želel bom zdaj probal povzeti vse skupaj, želel sem pa v bistvu nekako predstaviti Alenov ciklus, kako in na kakšen način pride še on lahko do te kvote ali norme. V atletiki je tako, da v bistvu ima Sandi v nekem smislu konkurenco v planku. To je en naš atlet, ki je na vozičku, ki meče v bistvu ta orodja in bi nekako, on ima tudi B-normo narejeno, tako kot Sandi. Sandi ima B-normo in bo potem, se pravi IPC kot naša krovna organizacija, mednarodna, dala tako kot v kolesarju eno kvoto. In tukaj bo potrebno se potem nekako odločiti med Sandijem pa med tem atletom, se pravi na vozičkih, med plankom, lahko pa da bo tudi prišla poimensko, se pravi to povabilo na paralimpijske igre. Prav tako se je prejšnjič zgodilo v parakolesarstvu, se pravi, da je predhodno dobil Primož Jeralič vabilo, se pravi kot ena kvota, ki jo pridobi Slovenija, se pravi cela ekipa slovenskih parakolesarjev zbira točke in ko preseže neko število točk, dobi Slovenija, bi rekel, kot nacionalna organizacija eno kvoto in potem se nekako strokovni tim odloči, kdo bo šel in kdo je tisti, ki bi se v nekem primeru najbolj zaslužil. Seveda si mi kot nacionalna organizacija najbolj želimo, da to pride na ime pa priimek, ker drugače imamo s tem lahko potem v nekem smislu težave ali pa zelo težko je potem primerjati vse rezultate, kdo je boljši in kdo ne bo tisti potnik, ki se je nekako bolj zaslužil. Kar se pa tiče Alena, Alen je pa imel v bistvu v tem letu kar nekaj težav s to organizacijo, v bistvu s predstavljanjem tekmovanj. 8.5. bi naj bil svetovno prvenstvo v Milanu, pa je žal odpadel. Potem je sledila Yokohama na Japonskem, so se ekipa odločila, da ne bodo šli, tako da je zdaj v bistvu 15.6. elic v Angliji, kjer bo Alen poskušal se umestiti ali povrstiti med teh 9, ki so potniki na paraolimpijske igre, tako da pričakujemo, da bi Alen, če bi bil seveda uspešen, nekako zvedel 15.7., če je potnik na paraolimpijske igre. Dejstvo pa je, da je trenutno Alen na 12. mestu, se pravi, mora 3 mesta nekako točke se pravi ujeti in prehiteti teh 3 predhodnikov. Tako da v bistvu ga čaka močen zalogaj, predvsem pa neko v bistvu mrtvo obdobje, v katerem ne vemo, kaj je delala konkurenca. Tako je mogoče en tak oris tega. Super, hvala. No, zanimivo. Damjan vse povedal, najboljše. Ja, dejansko res, ja. No, pol bi pa šli malo v bistvu po teh športih. Zdaj, jaz sem malo pogledal zgodovino, no, se mi bo mogoče Damjan Lazar kaj pomagal, če sem kaj slučajno pozabil. Recimo tukaj imam ene zapise med slepimi in slabovidnimi. Darek Kisovec je bil, pa še eden je bil, pa Emil, ti še lahko tudi mi pomagaš. Darek Kisovec je bil v jugoslovanski golbal reprezentanci, ko je leta 1984 osvojila bronasto medaljo. Ja, pa Rajko Kopač je bil še v Seulu, je pa osvojila zlato medaljo. Zdaj je 2, ki sta osvajala paraolimpijske medalje. No, Boštjan Vogrinčič je bil na svetovnem prvenstvu, oziroma ekipa, je bila 98. leta v Madridu zlata, pa še ti veš verjetno, Emil, kdo vse je bil prisoten še zraven.
Ja, a Boštjan ni prisoten tukaj? Ne, Boštjan ima eno nujno drugo delo, vse sem ga prosil. Ja, Pa je rekel, da se bo mogoče težko bi jaz zdaj za leto 98, da bi koga, morbit bi Matej bolj vedel, ker je iz Golbala. Matej. Da bi jaz komu krivice naredil. No, ti si bil leta 2001, si bil 4. na Evropskem prvenstvu, pa 2002 ste bili pa 3. na svetovnem prvenstvu. Ja, zdaj je tako, mislim, da odkar je Slovenija samostojna, smo imela golbalska reprezentanca 3. mesto v Ameriki 94. leta, se pravi v Colorado, 1. mesto v Madridu, na svetovnem prvenstvu pa 3. mesto v Rio de Janeiro 2002. Pa evropski prvaki so bili še, mislim, da tudi leta 97. Zdaj, za ekipo, mislim, če sestave ziher ne bom vedel, 94, so bili ziher Miran Nimac, Ivan Winkler, tale More Erland, Igor Žagar verjetno tudi, že tudi 94, pa tale Drago Potočnik. 98 je bil pa še pol, mislim, da Boštjan Vogrinčič zraven, pa verjetno Vojko Štor. Pa ne, poleg seveda Winklerja, Moreta, Žagarja, pa po mojem je bil še Potočnik Drago, no, takrat. Pa ne vem, koliko, zdaj točno sestave ekipe, res ne vem, kakva je bila 98. Ok, vse v redu. 2002 smo bili pa takrat že, pa pol nas je bilo pa že kar nekaj mlajših zraven, smo bili pa Ivan Winkler, ki je bil še, pač takrat je bil star že nek 32-33 let, Vojko Štor, Boštjan Vogrinčič, Gorazd Dolanc, Zlatko Mihajlović, pa Matej Ledinek. To smo bili leta 2002 v Rio de Janeiro 3. Jaz bi se še oglasil za Madrid 98, so bili igralci Erland More, Ivan Winkler, Igor Žagar, Drago Potočnik, Vojko Štor, Boštjan Vogrinčič, pa trenerja Edo Krejač, pa Anton Marton. Super, Blaž, hvala. Evo, smo pa skoraj isto sem jaz povedal. To je to, bravo, Blaž. Ja, sej, v redu. Zdaj, gospod Lazar, zdaj obstajajo športi, ki pa niso olimpijski, a ne? Tudi pri slepih je recimo stezno kegljanje. Pa me zdaj zanima v bistvu to, a je kakšna razlika v statusu glede na športnika? Ja, seveda, razlika je v statusu, pa v bistvu zdaj razlike kar nekaj, ne. Predvsem šport, pa tudi parašport se v zadnjem obdobju tudi pri nas v nekem smislu spreminjal, v smislu tudi nekih statusnih pravic, ne. Se pravi, ti športi, ki so paraolimpijski in olimpijada gluhih in zdaj po novem tudi svetovna prvenstva paraolimpijskih športov, imajo neke posledice statusnega, bi rekel, feedbacka ali pa v bistvu statusnih pravic. Kot veste, da te vsi športi ob upokojitvi prejemajo lahko tudi rente. To je zdaj nekaj novega, ne? Ja, to je v bistvu prišlo, bom rekel, na podlagi pritožbe ali pa upravnega spora, kakorkoli želite, strani, mislim, da so bili pobudniki golbalisti, ne vem točno kdo in na kakšen način so se organizirali, ampak so se v vsakem primeru dobro in so v bistvu vložili pritožbo, zakaj v bistvu, da so neenakost pravic, da so ti statusi nepravilno izenačeni ali pa neprimerno obravnavani na podlagi primere, se pravi, športnikov neinvalidov in se je pač z odločbo Vrhovnega sodišča pač odločilo, da se te športnike obravnava enakovredno in tudi te športniki, predvsem paraolimpijskih panog, dobijo tudi lahko rento za izredne športne dosežke ob upokojitvi, tako da je to en velik uspeh, no. Tukaj moram se posuditi s papelom ali kakorkoli, mi tega kot zveza nismo uspeli speljati skozi. V tistem trenutku v bistvu ni bila niti klima, bom rekel, niti bi rekel, vsa športna srednja ni bila temu tako naklonjena. Nam se zdi super, da je to se uspelo nekako zagotoviti tudi za svetovna prvenstva. Mi smo pri tej zgodbi v bistvu vedno to zagovarjali in podpirali, čeprav
Na trenutke smo bili kritizirani, jaz na tem nivoju sem to kritiko prenesel, je tudi delno sprejel. Dejstvo je pa, da je bil za nas v tistem trenutku to že kar velik korak, da smo v bistvu enakovredno vstopili, bi rekel, ta sistem rent. Dejstvo pa je, da v tem trenutku mislim, da je več parašportnikov na teh, bi rekel, dodatkih za izredne dosežke kot ostalih športnikov neinvalidov. Tako da se mu bojim, da bo tudi država malce to pogledala pod drobnogled, ampak to je druga zgodba in drug mogoče trenutek za to. Tako da ja, delijo se na statusno, se pravi tudi, kegljači ne morejo pridobiti, ne vem, svetovnega mednarodnega razreda, ker niso kategorizirani. Pa v bistvu moramo biti iskreni, da je neolimpijski športi so na malo nižjem organizacijskem nivoju. Z tega naslova se tudi v tem obdobju ne organizirajo nikakršna tekmovanja. V bistvu ta sistem športa v tem trenutku popolnoma stoji. Dočim paraolimpijski športi pa so nekako se zbudili ali pa počasi potekajo v neke tokove športa. Tako da tukaj je razlika, mogoče na primeru, da bo ostalim poslušalcem mogoče lažje razumeti, kot nogomet in košarka se ne boste ustavljali, zato ker je to res velik nivo sistema, financ, posledic. Tako je tudi za parašporte, za neolimpijske športe so pa malce na nižjem nivoju in jih je v nekem primeru bilateralnih ali pa drugih škod je manj, kot bi rekel, se ostavijo te velike sistemi. Emil, hvala. Emil, bi ti kaj dodal? Ti si predhodnik gospoda Lazarja, pa me zanima, kako je bilo po času tvojega. Ne, jaz mislim, da je bolj, da zdaj aktualne zadeve obravnavamo, ne vem, če bi se z zgodovino ukvarjali. Ker sigurno je bil slabši status. No, to sem upal, da boš rekel. Status je bil slabši in tukaj je bil pač izveden preboj. Prav je, da se je zdaj to izenačilo tudi s svetovnimi prvenstvi, verjetno je bilo pa takrat v pogajanjih, to bo pa Damjan bolj vedel. Treba na ta kompromis pristati, da se je prišlo vsaj noter, pa se je potem tudi tole zdaj uredilo. Jaz, če smem tukaj še mogoče trenutek sam dodati, v bistvu jaz bi bil rad pri teh stvarih zelo pošten ali pa v bistvu fair, ker končno izhajamo iz fair playa. Dejstvo je, da zdaj, če pogledamo mogoče tudi neko kronologijo za nazaj, kot smo prej ugotavljali, moramo se zavedati, da v parašportih, kakorkoli je to naporen, težek, na ne vem kakšnem nivoju, sploh zadnja leta, je to v bistvu zelo konkurenčen šport, se pravi ne invalidom, ampak vseeno mi govorimo o nekem obdobju, ko se naš parašport še razvijal in tista medalja pred, ne vem, 30 leti je bistveno drugačna ali pa bistveno v nekem smislu manj konkurenčna, kakor je današnja. Moramo se zavedati, da danes imajo, ne vem, parašportniki po 100-300, ne vem, ali imaš 500 ljudi, rekel, paratriatloncev v konkurenci. Včasih tega ni bilo to. Jaz poznam ljudi, ki so v tem trenutku v bistvu dobili, se pravi, dodatek za izredne športne dosežke, ki so bili tretji v tretjih. Stopte. In moramo biti tukaj tudi toliko v nekem smislu pošteni sami do sebe, ker če bomo v nekem smislu nekje preveč izkoriščali ali pa v bistvu bili nedosledni ali pa nepravični, potem si bomo v nadaljevanju lahko zaprli vrata tam, kjer bomo lahko v bistvu in ki nam bo lažje ali pa bolj razumljivo pripadali na določene statuse. Tukaj je treba biti v bistvu res morda malo pazljiv. Hvala. No, Mitja, zdaj pa bil si priden, do zdaj si molčal, evo, zdaj bom dal pa tebi besede. Ti pa pripadaš skupini, glih o kateri sem zdaj začel pogovor, steznem kegljanju, pa včasih tudi vrtnem, Mitja, se slišva? Ja, živjo. Takole je, v bistvu. Ja, vrtno sicer ne tako zelo pa stezno. To je bilo malo provokativno, no, prosti. Ja, mislim, jaz sem tudi eden tiste generacije, ki je hodila v zavod za slepe in moram reči, da kar se tiče nasploh športa in telovadbe, morate vedeti, v zavodu smo res vse počeli, celo slepi smo košarko špilali, pač res smo testirali čisto vse, od
vožnje z bicikli, rečemo, jaz osebno sem slepe s tandemom okrog zavoda vozil, pa sam ne vidim, ne. In s tem smo se v bistvu navdušili nad vsemi športi, no, ampak kar se pa kegljanja tiče, pa čistko, ja, kar malo jezen sem, ko poslušam te Se stvari. lahko postaviš pred kamero, Mitja, da te vidimo. Ja. Takole, evo, takole. Jaz se imam navado sprehajati, sem malo, da najdem tisto tvojo škatlico, ki si mi jo dal, da se lahko... Evo, takole si. Evo, zdaj bo. Ja. Skratka, no, jaz spadam v enega tistih res nehvaležno tretiranih športov, kot je stezno kegljanje, čeprav nehvaležno tretiranih samo strani v bistvu neke organizacije, ki bi mogla stati za nami in tako naprej. V glavnem, mi ne delamo drugega, tako kot šodanisti, podobno prosimo in fehtamo za denar, dejansko pa z vseh tekmovanj nosimo fenomenalne rezultate, ne. Praktično skoraj na kjeremkoli tekmovanju smo bili, je Slovenija prinesla domov, če ne ekipne zlate, pa vsaj srebro. In tudi na evropskih prvenstvih smo izredno uspešni, ne. Tako da smo zelo pridni in žal mi je, no, da so te športi, v bistvu kot je showdown, pa kegljanje, da sta tako zelo zapostavljena športa s strani Paraolimpijskega komiteja in da nista uvrščena, ampak se razumem, pač ne kegljati cel svet, žal, ne. Jaz upam, da se bo to kdaj spremenilo. Kar se pa tiče mladih v tem športu, ja, težko je pridobiti mlade. Tukaj ima tudi res kar precejšno mero zasluge integracije na nek način. Mogoče tudi to, da ni toliko dobro predstavljen, da ti, tako je prej rekel, tale, to je že bil, no. Ja, Matej je v bistvu ful lepo povedal, ne. Dobijo informacijo, ampak tebe kot mulca težko boš enega mulca prepričal, da bo zdaj, wow, to je pa ful dobro, ne, pač mulci rabijo brcevorita, ne. Saj z nami je bilo isto, ne, mene so zvlekali v kegljanje leta 2011, tako up ti probo, no, zdaj sem pa 10 let že noter in je super, no, in je fajn, tako da, kar se pa naših rezultatov tiče in dosežkov, kaj ne rečem, Marjan Žalar, svetovna elita v kegljanju, ne, čeprav on je B3, potem v B2 imamo Žagija, imamo Jožeta Lampeta, v Benki je potem Dario Vogrič, pa jaz, pa Karmen Vogričeva, rečemo s Karmen Vogričevo sva dvakrat evropska prvaka v mix tandemu, da o tretjih mestih pa tako sploh ne govorim. Še nekaj sem hotel izpostaviti, pa sem zdaj pozabil, tako da me vprašaj kaj, da se bom spomnil. Ne, veš kaj, nič te ne bom več vprašal, pač pa bom tvoji podajalki dal besedo. No, to sem hotel, sorry, evo, ne, to sem hotel. To sem hotel zdaj. Da bi še ona kaj povedala, no, Nina. Živijo. Živijo, Nina, izvoli. Jaz upam, da se me v redu sliši. Ja, vidimo te pa ne, no, da je kamera vklopila. Ne, ker sem v službi, pa je gužva zadaj. Jaz sem v bistvu hotela omeniti to, kar je bilo prej govora o neenakosti. Recimo zdaj v času covida se je res pokazalo, koliko so kegljači nižji rang, ker v bistvu mi zdaj pol leta dejansko nismo smeli trenirati, nismo smeli nič, ne? Ker smo bili samo registrirani športniki, nismo bili pa kaj več. Darinka, oprosti. Nina, povej, pa Darinka. V bistvu samo to, no, pol v bistvu, mi dva z Mitjem sem imela itak pol še dodaten problem, ker sva iz 2 različnih regij, kako zdaj to zorganizirati, ampak ja, če bi imela vsaj dovoljenje za treniranje, bi se to pol lahko naprej uredilo, ne. Ampak to je bila itak izredna situacija. Ko upam, da se ne bo več ponavljala. V bistvu bi jaz rad še povedal tudi to, ne, kar se tiče kegljanja, prav slepih, rečem, pri nas so 3 kategorije. B1 popolnoma slepi, B2 tisti, ki me spravim, da vidijo glih en šnopc, se pravi 0,5, malo čez, ne vem do koliko procenta, imamo tudi Sašo, ta našega selektorja gor, bom tudi pol, bi njega prosil, da še kaj pove. In pa B3, ne, je tudi v bistvu kategorija, ki jim pa mi slepi že pravimo, da vidijo, ne, in tudi kegljanje je šport, pri katerim popolnoma slep absolutno rabi partnerja, ne, za podajanje, ker slep sam tega pač enostavno ne more, ker stoji kot prbit na tisti stezi in je to. Lahko pa rečem, da smo zdaj imeli priprave v Loškem potoku in smo se mogli čisto sami in samoiniciativno organizirati in smo naredili res fenomenalne priprave, dejansko po pol leta
nič treningov praktično, smo delali take rezultate, da smo sam z odprtimi usti gledali in zjali tako, kako je možno dejansko, da smo tako dobro delali, kot smo, ne? Čeprav so bili na koncu tedna tako vsi zmatrani, da smo komaj čakali, da bomo doma, ne? Mitja, samo nekaj, kaj je razlika, ne? Jaz če pol leta ne bi tekel, ja, jaz veš, kakšen bi bil, nebene kondicije, vse pade dol, ne? Se tle je isto, v bistvu, ne samo... Tle pa, mislim, bom rekel, koncentracija, ne, tle pač ta, ne, moraš imeti koncentracijo karkoli, kondicijo, ne, kondicijo pa lahko, mora biti še na kakšen drug lahko način pridobivaš, ne. Ja, samo razlika je v tem, da ti laufat greš lahko v naravo, keglat pa nekam drugam, ker na keglišče ne moreš iti, ne. Ja, vidim to je razlika, ne, se pravim, sem jaz tudi tam, ampak... No, se to jaz mislim, da bi mogel... Ja. Jaz mislim, da bi mogel Sašo tudi se oglasiti, ki je tudi z nami, in malo povedati številke samo teh enotedenskih priprav, ki so res ful dobre, no, tako res smo se potrudili, tako da... Bomo dali Sašo to besedo, Sašo, priklopi se, medtem pa bom jaz se opravičil Darinki, ki že nekaj časa čaka, ker sem tisole roko sem izklopil, ona se pa tudi ni. Darinka, dej vpraši. Lepo vas pozdravljam iz Štajerske prestolnice, vijolični pozdravček vam pošiljam širom Slovenije. Jaz bi rada edino to pripomnila, ker se čudite, kako to, da slepi in slabovidni se toliko ne ukvarjajo s športom. Doslej, če nobeden ni omenil, da imamo slabovidni določene diagnoze, ker se še obrniti ne smemo, kaj šele kakšen napor vzeti nase. To smo vsi, ki imamo nevarnost odstopa mrežnice, vsi mi, ki nam visijo steklovine nekje še samo na pol. Obiskovala sem normalno osnovno šolo, zelo slabovidna. Vse posod so mi pač dali možnost, da sem se lahko vklopila oziroma poskusila. Streljala sem s puško, padla sem čez žico na košarkarskem igrišču, skratka, dobila sem vpogled, kaj bi, pa ne smem. V Škofji Loki v Centru slepih in slabovidnih smo imeli obvezno uro telovadbe ali telesne vzgoje, ne vem, kako se je imenoval predmet tega v prejšnjem stoletju. Učitelj je bil toliko ravno motiviran, da nas je ocenil, ni bilo nekaj posebnega interesa z njegove strani. Lahko pohvalim edino enega vzgojitelja, ki je nas vsaj v planine gnal, pa da smo šli vsaj tisti, ki imamo težave, sem rekla, z diagnozami različnimi, počasneje, ali pa da je nam pripravil malo manj naporen teren. Pri slepih morda res več tega ni, če je dokončna izguba, mislim, da ni težav za napore. Pri slabovidnih je pa to lahko, kot sem rekla, povem iz svoje izkušnje, tako da tudi hodila sem v planine ogromno, preko društva mariborskega smo šli tudi se družiti za Zagrebom, Beogradom, Sarajevom, po različnih planinah bivše Juge, ampak vedela sem, da pač kaj drugega res težko naredim. Sem naredila enkrat eno napako in sem sodelovala v atletiki, v skoku v daljino in sem dobila bronasto medaljo, prosim, tako da to je moja medalja ali pa z tega vrtnega kegljanja, ki pač ni šport ali kaj je, ne vem, pač druženje, vseeno pa so tudi dosegali ali pa smo dosegali rezultate. Toliko z moje strani. Hvala, Darinka. Škoda, da še nisi malo počakala, ker tole bi bilo pa odlično zaključna beseda. Tako da, v redu, hvala, tole je bilo pa res en tak fajn prispevek. Zdaj, Sašo, daj še ti povej par besed, potem pa preidemo na vprašanja. Sašo? Ni ga, v redu. Ga ni? Ne, mislim, gor je, tudi ima vklopljeno, ampak Sašo, se slišva? Očitno je nekam izpuhtel. Ja, okej, zdaj prehajamo na vprašanja.
No, se v bistvu bi lahko tudi, Nina, imaš iste podatke, če pač tiste številke, če malo poveš, No, kako lej, je bilo? Ura je cajt, je 11:33, zdaj jaz sem probal to nekako speljati, dati vsem besedo, no, zdaj je pa tukaj še enim, ki je, Slavica je neumorna, ampak Slavica, tebe bom dal za Viktorjem pa za Anjo. Tako da... Izvoli, Viktor. Ja, lep pozdrav, se slišimo? Ja, izvoli. Pozdravljeni, no, mogoče bi samo dve stvari, zdaj prej smo že nekako omenjali, da ta šah je, nekateri ga štejejo kot šport, nekateri ga ne. Jaz bi mogoče tukaj samo rekel, da pravzaprav smo tudi v šahu slovenski slepi že marsikaj dosegli. Jaz nisem toliko zdaj na to pripravljal, lahko pa povem, da sem bil sam leta 1989 še v času bivše države tretji na mladinskem svetovnem prvenstvu, kar mislim, da je še vedno eden največjih uspehov slepih šahistov v Sloveniji. Postavil eno drugo stvar še mogoče, namreč šah je, mislim, da za slepe tudi precej primerno športno udejstvovanje, pa tudi zaradi tega, ker recimo za razliko od ostalih športnikov, ki tudi vsa čast in vso priznanje, jaz tudi ves čas navijam in tako naprej, ampak pri šahu je pa tudi ta moment, da recimo šahisti igramo pač slepi, slabovidni med sabo, igramo pa tudi šahisti na turnirjih pač v absolutni konkurenci, kar je tudi strani Mednarodne šahovske zveze čist regularno priznano in regulirano, tako da mislim, da je to tudi en vidik inkluzije lahko, da je pa žal v zadnjih letih tudi nekako in v šoli se za slepe na šahovskem področju premalo naredi, verjetno je pa tudi po naših društvih še precej rezerve, tako da upam, da bomo pa v bodoče kaj spremenili, pa saj kaj na podmladku tudi naredili. Hvala toliko z moje strani. Ja, hvala, Viki. Anja, se slišva? Ja, se. Anja, čestitam ti še enkrat za vidva, za priznanje, ki si jo dobila. Radijska oddaja, ki je bila s teboj kdaj je bila? Kva bi že za en dan? V četrtek, na prvem. Sreda? A v sreda na prvem, Sreda. Še žal nisem poslušal, jo pa bom vsekakor. Zdaj pa povej, kaj si hotela povedati. Ja, Če lahko naslov oddaje poveš, prosim. Prvi na obisku je naslov. Ok, hvala. Prosim. Ja, jaz bi tudi sama pač povedala, kar se tiče športa, tudi sama imam v zbirki čez 30 medalj. In sicer z področja golbala, velikih je z področja plavanja, nekih je tudi z področja teka na smučeh, pa seveda tudi nekaj iz najkrajšega mojega obdobja steznega kegljanja, oziroma tam stizga je samo ena, no. V različnih športih sem se preizkusila, tako kot Matej, pa Sanja, pa še marsikdo od tukaj prisotnih, sem se tudi jaz srečala v centru Iris, pač pri pouku športne vzgoje z vsemi temi športi. Moram reči, da takrat v tistem času so bili kar dobro pokrivani. Mene je učil gospod Anton Marton veliko časa, zelo se je angažiral, hodil tudi z nami na kakšna tekmovanja, tudi mednarodno tekmovanje leta 2001 v Budimpešti, recimo golbal, plavanje, atletika, takrat, če sem jaz takrat prav seštela, pa se teh podatkov zdaj spomnim, smo prinesli mladi domov 32 medalj, tako da je bilo pač, če si hotel se ukvarjati športom, si se ukvarjal, če si pa hotel biti len, si pa pač ostal lena, tako da
Potem so pa pač nastopile različne, vsaj z moje strani, zdravstvene težave, pač zaradi katerih sem mogla pol, ne vem, mi je ostal recimo zdaj še showdown, ker je pač vse ostalo za moje oči na žalost prenaporno, tako kot je rekla Darinka, ne, so tukaj določene diagnoze, ki pač ne dovoljujejo nam večjih naporov. Oči same povejo, kdaj je dovolj. Bi pa še povedala tukaj, kar se tiče športa mladih, bi se mogoče malo navezala na to, zakaj ni zanimanja, pa kako je v inkluziji. Tudi sama sem bila v inkluziji in seveda imela športno vzgojo. Mojim profesorjem se z mano glih ni nekaj kljub bolj ukvarjati, ampak oni bi najrajši videli, da bi bila jaz športne vzgoje upravičena, čeprav pač sem človek gibanja, no. Pač zdaj to nekako nadomeščam recimo z jogo, in ne vem, enostavno mi to ni bilo všeč. In velikokrat slišim, ko pač delam v centru Iris, tako po hodnikih ali pa pač direkt, da učitelji športne vzgoje najrajši vidijo, da so slepi in slabovidni upravičeni telovadbe, kar pa pač se meni ne zdi prav, zato ker enostavno mi smo tisti, ki še bolj kot pa recimo videči, ki imate več možnosti za gibanje, če ne drugega, greste lahko zdajle na Šmarno goro ali pa na Rožnik ali teč, tako karkoli, mi pa za vsako tako novo stvar, ne, smo videli Mitja rab podajalca, Sandi rab spremljevalca, Alen rab partnerja, ne, tako da pač smo zelo, če hočemo biti aktivni, zelo odvisni od drugih. Tako da mislim tudi to, no, da pač pri mladih, jaz sem recimo imamo tukaj enega, ki bi se zelo rad ukvarjal z golbalom ali pa showdownom predvsem, no. In je rekel, sem rekla, pa pridi v ponedeljkih na trening na društvo, pa se mu ne da, ne, zato ker pač tako, kot so rekli, treba jih je brcenturiti. A veš, Anja, meni je rekel enkrat eden, je rekel, za vas slepe je tako, vi če se hočete športom ukvarjati, morate že cel trening narediti, preden sploh koga najdete, da boste lahko se sploh začeli športom ukvarjati. Ja, tako. Kar je v bistvu res, ne, to je res. Ja. Ok, Anja, jaz se spomnim, ko smo z showdownom začeli, si imela členke vse potovčene. Ma ja, pa še nekaj sem pozabila povedati. Tukaj bi pri teh športnih udejstvovanjih bi izpostavila še, zadnjič smo imeli Gregorja Habjana, ne, na Zoom kavici. On je imel Da, si bi krasne... tudi povabljen, pa očitno ne more. Ja, krasne tabore je imel na Pokljuki, smo po cele dneve pretekli na smučeh recimo, pa na Kolpi. Smo imeli vse sorte športne aktivnosti, pa smo streljali zračno puško, pa smo igrali golbal na travi recimo, pa vse sorte, no, tako da tudi njega bi bilo tukaj za izpostaviti. No, Grega sem povabil, je rekel, da bo prišel, če bo tegnil, ampak očitno ima druge zavode. Ja, se pravi, Manja, členke imaš v redu. Ja, imam. Imaš v redu. Takrat, ko smo začeli z golbalom, nismo imeli očal, smo imeli kuhinjske krpe, ne, pa brez rokavic smo bili in je Anja imela zmeri potovčene in zlomljene prste. Jaz bi sam še nekaj dodal tukaj, ko je Anja govorila, oziroma pač to, kar sem že tudi jaz pregovoril, ne. Mislim, ena stvar je to, da je pač za šport rabiš ful prilagoditev, če pač manj vidiš oziroma si slep. Druga stvar je pa to, kar smo se pogovarjali od inkluzije, je pač seveda tudi to, da kot mlad, ali pa recimo v takih okoliščinah, ki jih je navedla Anja, da sliši po hodnikih centra Iris, to pa to, ali pa tako, da nočejo imeti, da bi radi športni vzgojitelji, da so slabovidni upravičeni športne vzgoje. Stvar je predvsem tudi v tem, kak odnos že ti kot mlad pol razviješ do tega, ne, ali ti je to nekaj, kar ti je ful zanimivo, nasplošno šport, nasplošno to, da migaš, ali da tekmuješ, ne, in seveda pač tudi to gibanje in koordinacija, da ti sploh, ne vem, osnovne gibe usvojiš, da znaš sploh hoditi ali pa teči normalno, kar je lahko tudi pri nekaterih slepih problem, ne, oziroma je bistveno drugače lahko, kakor pa če bi nekdo videl. Se pravi, je športna vzgoja zato pomembna, no, in da razviješ odnos do športa in hkrati tudi, da pač neko osnovno koordinacijo lahko razviješ, ki ti bo čez celo življenje v bistvu lahko pomagala, pa ti prišla prav in hkrati zmanjševala tveganje za težave v zdravju in tako. No,
to sem hotel. No. Ok, Matej, hvala ti, no, ko si vključil. Sandi, malo mečkem počaki. Zdaj je Slavica čaka že predolgo. Ne, se jaz bi sam rekel, ko se mi mudi, moram v 12 na fizioterapijo. No, pa dej še, ajde, povej. Tako jaz bi sam rekel, sam še tle, v bistvu slepi, kakorkoli, tudi jaz valen ali pa vsak rab spremljalca, tudi jaz lahko na 20 km se meni tekač poškoduje, jaz nimam rezultata. Tle smo mi zelo vezani na ekipo, pa na celoto. Pa če ni ekipe, tudi uspeha težko prideti, kakorkoli, nekaj skozi glavo tišati. Mora biti vse organizacijsko in moraš imeti, slep mora imeti kar dobro podporo skupine, pač tega, da lahko je uspešen. Individualno boš težko, kakorkoli tle, bom rekel, uspel. Tle je ta hakalc, tako da ne vem. Pa, recimo, ko sem jih prej hotel izvod, če po moje, jaz, ko se na cilj postavim, jaz moram 42 km na koncu videti, pa 195 metrov. Zaradi čez bolj, da se ne postavim na cilj, na štart. Tle je, to je kar nekaj, bom rekel, veliko. Ok, Sandi, hvala ti. Prav, kaj ne rečem, naprej se lepo imejte, jaz moram šibati, pa držite pesti, upam, da grem za Tokio. Ja, to pa absolutno bomo držali. Jaz upam, da se še vidiva na kakej taki Zoom kavici. Če bom uspel, ampak ponovadi imam dopoldne treninge, tako da... No, bova že. Bomo že se uskladili kakorkoli, pa imejte se fejst, lepo športajte, pa zdravo živite. Lep pozdrav. Hvala. No, Slavica, evo, zdaj pa končno ti. Ja, še vedno velja, kdor čaka, da čaka. Ja. Jaz imam pa tako eno puščico proti paraolimpijskemu komiteju, ampak v hecu bolj. Vprašanje, kaj je zdaj, kakšna je vizija, kakšne so napori, bom rekla, da bi se ti športi, kot so showdown, pa stezno kegljanje, mogoče kdaj res uvrstili med paraolimpijske športe, oziroma v bistvu kakšna so potem merila sploh, da nek šport lahko postane paraolimpijski? Hvala lepa za vprašanje. Zadeva je takšna, da v bistvu, čeprav mi prejemamo kritiko iz naše strani, kar je čisto prav, ker ste v bistvu naši uporabniki ali pa del našega sistema, to določa, se pravi, Strokovni svet Republike Slovenije za šport, se pravi, katera panoga gre v katero skupino. Se pravi, zdaj, če gledamo, kaj so kriteriji. Kriteriji so številčnost, koliko držav je vključenih v sistem, se pravi, mora biti mednarodna tekmovanja, evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo, pa potem, če je, se pravi, olimpijada ali pa paraolimpijada v tem smislu, da je hierarhija, se pravi, tekmovanj postavljanje. In to ga umešča v bistvu v sistem, ali je to neolimpijski šport, ali je to paraolimpijski šport. Na isto, bi rekel, isti sistem je pri športnikih neinvalidih. Saj tudi tam imamo v bistvu neolimpijske športe in pač ne dosegajo, bi rekel, kriterijev, ki so za to določeni. Potem je pa še en kriterij, ki pa sam šport uvršča v razrede. Se pravi, v prvem razredu je, mislim, da je zdaj 21 ali 23 športov, se pravi, tudi ti športi, en od kriterijev je tudi popularnost v Sloveniji v nekem smislu, potem pa ves ta sistem, kar sem ga prej povedal, in tisti so v prvem razredu, recimo ti športi, kot so, ne vem, recimo smučanje, zdaj judo je pri nas, namizni tenis je, mislim, da je tudi zdaj v prvem, se pravi 23 športov v prvi skupini, potem so v drugi, tretji, četrti in peti skupini. Se pravi, vse so to kriteriji, to te uvršča, bi rekel, v te skupine, dejstvo pa je, da je to v bistvu tudi potem, bi rekel, financirane strani države, kako in na kakšen način in višina teh sredstev. Dejstvo je, da mi se pravi za stezno kegljanje in za showdown v tem primeru od države ne prejemamo nobenih sredstev, ker ga ne priznavajo in ga ne sofinancirajo, zato ker ti športniki ne morejo z tega naslova dobiti statusa. Govorim statusa svetovnega, mednarodnega razreda, ki je pogoj za to, da, ne vem, Alen Kobilica, glede na to, da je bil, ne vem, tretji na evropskem prvenstvu, dobi potem ta status za 2 leti in za 2 leti ga država prizna kot vrhunskega športnika in mu 2 leti sofinancira program. To govorimo, ne vem, v
v 3500 evrih, bi rekel, na leto dobi Alen Kobilica na svoje ime, kar je še relativno malo, glede na to, da recimo sezona Alenova stane vsaj, bi rekel, si potrditi okrog 35 000 evrov. In ta del športa, ta segment športa, neolimpijskih športih, naših športih, specifičnih športih, ki jih tudi mogoče druge panoge nimajo, kot so showdown, pa recimo golbal, je financirano strani FIHA, se pravi Fundacije invalidskih humanitarnih organizacij, se pravi del programa neolimpijskih športov. Mi imamo v tem programu odvisno od leta, lahko 6 ali 7 športnih panog in dobimo 67 000 evrov za ta ves komplet ustroj neolimpijskih športov. In potem poskušamo po nekem ključu, smiselnem, pa seveda nekih lastnih sredstev, pa nekih sponzorskih, priključiti temu, bi rekel, tej pogači neolimpijskih športov in potem se lahko gremo toliko, kakor se gremo. To je v bistvu nekako naš ustroj. Moramo se pa zavedati, da je naša invalidska organizacija, se pravi Zveza za šport, sestavljena od drugih invalidskih organizacij. V našem vzvršnem odboru ali pa naši lastniki v narekovaju je 15 invalidskih organizacij, ki imajo vsak svoj glas in oni odločajo o nam. Se pravi, ni tako, kar recimo Zveza slepih, ker ima pač društva in odločajo sami o sebi. O nam odločajo druge invalidske organizacije in se lahko odločijo, kadarkoli, koliko nam bojo teh sredstev namenili. In žal se je zgodilo, ne vem, leta 2017 smo mi bili v bistvu strani pač FIHA in invalidske organizacije, ki so se s tem strinjali, da smo v bistvu izgubili 40% približno finančnih sredstev z tega naslova. In seveda, takrat je bil za nas totalen kolaps in smo poskušali sami preživeti in zato tudi za mano vidite v bistvu, ali pa pač vpišem, da imamo jaz kar nekaj svojih lastnih sponzorjev, da smo sploh preživeli, ne vem, naša Lidl Slovenija, Toyota, se pravi Loterija in zavarovalnica Triglav. In s tem v bistvu pogačo poskušamo seveda ugoditi ali pa bi rekel zadostiti potrebam našega športa. Seveda smo uspešni, kolikor smo lahko. Dejstvo pa je, da je v tem trenutku v bistvu naš šport v večji meri, se pravi, predvsem ta neolimpijski šport v neki par poziciji, bi rekel, v mirovanju. In to ne samo v Sloveniji, ampak na splošno. Se pravi, kegljači se ne morejo v mednarodno sodelovati, ker enostavno ni tekmovanj. Mi smo pa, ne vem, zdaj s Sašom, ne vem, koliko je tudi Mitja seznanjen s tem, zelo močno se ukvarjali, pa v bistvu poskušali najti neke sisteme, da so fantje šlo na te priprave v Celju in da so v bistvu lahko trenirali, bi rekel, v tem še dokaj zaprtem okolju. Gospod Damjan, še eno vprašanje bi imela. Dajte mi povedati, kakšen je pa delež zimskih športov, paraolimpijskih pa poletnih? Verjetno prevladujejo poletne, ne? Ja, v veliki meri. Mi v bistvu pri zimskih športih je pa kar nekaj težav, če smo odkriti. Zdaj tisti, ki so gibalno ovirani, a veste, sneg ni lih materija, da bi se vozil z vozičkih ali pa v bistvu, da bi dosti enostavno hodil po snegu z berglom ali z nekim pripomočki. Dejstvo pa je, da so naša smučišča slabo, bi rekel, arhitektonsko prilagojena. Še vedno so ta stranišča in ta vse v bistvu nujne življenjske potrebe so nekako nedostopne ali pa v bistvu niso prilagojene. In plus tega, veste, če nekdo, ne vem, na vozičkih, ki sedi, ne vem, sedeči smučar, če si predstavljate, on cel dan v bistvu sedi pol metra nad snegom in ga v bistvu hladi v genitalije in vse te prebavne trake, kar ni najboljše. Če ti stojiš na smučeh, si bistveno manj tlorisno s površino v kontaktu, kot pa nekdo, ki sedi, je ta površina bistveno večja, tako da si že v bistvu za teh uro efektov in teh vseh težav, nekateri, kot smo od kolegic tukaj slišali, pa kolegov, da so omejitve tudi neke zdravstvene in se teh stvari mogoče manj poslužujejo. Dejstvo pa je, da tudi v bistvu tukaj pa res treba imeti nek specialen kader, pa v bistvu zelo širok tim, da se lahko to gremo. Pa ponavadi so začetni vložki, bi rekel, smučin ali pa v teh smučarske pripomočke, kot je sedečo smučanje, bi rekel, ta monoski, zelo visoki in se bistveno manj odločajo. Tako da imamo v tem trenutku v bistvu enega sedečega smučarja, pa naša ena punca se je poskušala zdaj na biatlonu v Kranjski Gori,
Tako da v bistvu, kar se smučanja tiče, smo nekako na tem nivoju. No. To je ta Jernej. Ja, Slivnik, oproščam se, še Krnih imamo, se pravi dvoransko to kegljanje, no, bi rekel po ledu, s temi kamni, ki približuje. To je pa v bistvu en tak šport, ki je pa v bistvu lažje dostopen, ker je znano okolje, pa bi rekel površina relativno ravna, ampak je drseča, no, kar je pa tudi slabo. No. Pa imajo tudi težave s tem, da so cel dan na ledu. No. Ni najbolj priporočljiv. Hvala. Hvala. Nina je roko dvignala. Izvoli. Ja, v bistvu se je Damjan zdaj na koncu povedal. Marca je bilo organiziran paratek na smučeh v Planici, ja. Pa da smo imeli eno svojo tekmovalko zraven, ker je bilo glih govora o tem, koliko je zimskih športov. Samo to sem hotela dodati. Aha, v redu, ok. Dobro, zdaj jaz bi počasi zaključil zadevo, ura je, že skoraj 12, ne, je tole eden daljših teh petkovih Zoom kavic, tako da meni je bilo fajn, no, moram priznati, da sem vesel, da nas je bilo tukaj, zdaj na koncu nas je 33 gor, zelo vesel sem, da ste prišli, tudi, zdaj ne vem, bom vprašal, če bi še mediji kaj vprašali, imamo Novo TV, pa od STA imamo, če bi slučajno ona dva še kaj vprašala, ali smo se izčrpali? Ne, ok, dobro. Hvala vsem, jaz sem zelo vesel, da smo bili tukaj takole, da smo se zbrali, da si je vzel gospod Damjan Lazar čas. Mislim, da je bil to en izjemen prispevek k poznavanju teme, da vsak gleda svoj vrt, ne, ampak da smo dobili vpogled tudi, bomo rekli, od vrha, če lahko tako rečem, ne, krovne organizacije nad vsemi temi. Emil, hvala tebi, da si prišel. Hvala vsem, da smo bili. Si malo manj govoril, ampak dejansko je bil tudi pomemben prispevek, a ne? Če ne bi bilo pa do enih. Skratka, vsi ste lepo, se vam vsem lepo zahvaljujem, vabljeni ste čez 14 dni, naslednji teden ne bo kavice, ker jaz doma kopalnico razbijam, pa moram doma biti. Tako da, no, in vidimo se potem 7. maja, ko pride Ivan Cankar na obisk, več pa ne bom povedal. Ok. Bi bil pa drug teden verjetno rajši na Zoom kavici, verjamem. Ja, ne. Super, jaz se tudi vsem lepo zahvaljujem, sem bil počaščen, da sem lahko predstavil v bistvu našo tudi zgodbo. Prav je, da uporabniki z prvega naslova ali pa kogarkoli dobijo direktne informacije. Jaz predlagam v bistvu kolegu gospodu Brešerju, da kdaj vzamemo mogoče si čas, da poskušamo tako kavico narediti na sistem, bi rekel, vključevanja mladih v sisteme športa. Mi imamo en tak postani športnik program, ki v bistvu je za celo oddajo, no, tako da bi bilo v bistvu veliko novih novic ali pa v bistvu nekih možnosti. Nek evropski projekt se nam obeta, tako da je zelo za nam biti zanimivo. No. Ja, hvala. Jaz sem odprt za sodelovanje, a ne, tele Zoom kavice bojo še trajale, upam čim dlje, ne, in nove teme. Ja, hvala vsem skupaj, no, pa se potem vidimo čez Lep pozdrav in lepe praznike. 14 dni. Evo, vsem lepo maham. Hvala lepa, dio. Dio.